Dober dan, lep pozdrav vsem. Pozdravljena, prav veselje mi je, da začenjamo novo serijo pogovorov prav z vama, ki vaju spremljam že dolgo in vaju tudi cenim, spoštujem. Vedno se sprašujem, katere so tiste glavne novinarske teme, seveda različni naši kolegi bi na to vprašanje zelo različno odgovarjali, ne? Pa vendarle se mi zdi, da vse bolj ugotavljamo, da je ekologija, človekovo poseganje v naravo tisto, kar je pravzaprav še kako resnično in še kako pomembno. Torej, danes bomo govorili o novinarstvu, o okoljevarstvenem poseganju človeka v naravo, o knjigi Zadnji dve Nadžin in Fatu, zelo zanimiva pripoved, kaj vaju je tako ganilo pri tej zgodbi severnih belih nosorogih, da sta napisala tako publicistično delo, študijo, seveda to bo glavno vprašanje. Seveda začela pa bom s tem, s čimer se je začel tudi radijski dnevnik. Na poti sem poslušala poročila, seveda vojna v Ukrajini je tisto, kar je spet postalo v ospredju pozornosti. In Boštjan, ti si poročal številnih vojnih območij, bil si marsikje v Siriji, v Gazi, tudi v Darfurju. Poročal si z teh krajev, bil si na kraju dogodka, poročal si o teh begunskih zgodbah, o vsem ostalem, kar sodi zraven. Zdaj pišeš, sem zasledila članke o Ukrajini v časopisu Delo, pa vendar, zakaj pa nisi v Ukrajini? Dober večer, najverjetneje grem v ponedeljek, pa bil sem 3-krat že v času vojne, ne? Ampak se nekako, kako ne rečem, pred nekaj leti zavestno upokojil od klasičnega vojnega reporterstva. Da tukaj sem postal prestar, zmanjkalo mi je tega, bi rekel, hormonskega poguma, ki je blizu norosti, ko si mlad, si neumen in to pomeni, da si pretirano pogumen. In naredil sem neko notranjo in racionalno in čustveno računico in ugotovil, da hkrati tudi tehnološko, ne, da v času diktature asocialnih medijev, omrežij, moje delo, kljub spoznanim izkušnjam terenskemu pristopu, ne more narediti toliko razlike, da bi bilo za to vredno tvegati življenje. Potem pa se je zgodila še ena stvar, v kontekstu tveganja življenja, je bil ubit moj najboljši prijatelj. Lansko leto, David Berjajn, kateremu so tudi posvetila to knjigo, s katerim sva dala v življenju neskončno veliko skupaj in v bistvu se mi zdi, da nisem dolžen le sebi tovrstne upokojitve, ne. Obenem je nekako moja generacija ali pa ljudje, ki so kakšno leto, 2 starejši, ko smo prišli na bojišča, prva, smo v bistvu najmlajši, smo bili mulci, tako dobesedno še teenagerji. In tisti, ki smo ostali, smo se vmes neznansko osebnostno postarali, vmes je prišla tudi čisto nova generacija in mi smo se nekako izgubili med analognim in digitalnim svetom in nekako tudi s popolnoma spremenjenimi etičnimi standardi v novinarstvu in spremenjeno narativo z enormnim pospeškom, ki so ga informacijske tehnologije dale javni komunikaciji. In ob eroziji našega poklica, njegovega dejstva, ob temu, da smo, zgodilo se, izgubili zmožnost biti prvi interpreti zgodovine v resnici, zgodovinskih dogodkov, ne vidim več pretiranega smisla v tem, da se življenjsko angažiram pri zgodbah, kjer je življenje ogroženo. Ampak zgodba tvojega preminulega prijatelja nam je lahko na kratko, vsaj v glavnih obrisih opišeš. V bistvu se je zgodila, prišlo je do te tragedije v istem času, ko smo mi ko smo bili prvič pri zadnjih dveh severnih belih nosoroginjah Nadžin in Fatu v Keniji. Je David skupaj s svojim snemalcem Robertom Fralejem na drugem koncu Afrike, mi smo bili v Keniji, on je bil v Burkini Faso, delal zelo podobno zgodbo. Tudi mi smo bili v tistem času na severu Kenije, v Samburu z rangerji, s tujimi rangerji, ki so lokalne rangerje, zaščitnike živali, divjih živali.
In David je počel isto, s tem, da je on usporedno peljal skupaj s svojim kolegom še eno drugo zgodbo, povezave države z islamističnimi milicami in trgovanjem z izdelki, ki so pridobljene z divjim lovom. In on je odkril to linijo korupcije in bil za, bi rekel, svojo resnicoljubnost novinarsko smrtno kaznovan. Skupaj sred popodneva so se vozili preko enega parka ob meji z Beninom, kjer je, v bistvu lahko že govorimo o Sahelu, kjer vlada popolno brezvladje že vrsto let, kjer so prisotni v bistvu tisti prostor že kar nekaj let, še posebej v Burkini Faso se v zadnjih letih zgodil hud političen kaos. In v bistvu so prostor prevzele skrajne islamistične milice. In oni so pa še bili hkrati z burkinofaško vojsko in z rangerji zunaj. In kar naenkrat se je pač zgodila zaseda, 40 skrajnežev do zob oboroženih jih je obkolilo. Njiju in Rorija Younga, Irca rojenega v Zambiji, vodje rangerjev so ugrabili. Vojska in rangerji, ki bi jih mogli ščititi, Davida in ekipo, so to besedno spizdili. In naslednje jutro so jih najdli ustreljene vse 3 v prsa, ker umrli so pa med poskusom bega. Zato je neposredno odgovorna vlada in vojska Burkine Faso, na katere se je David obrnil z zadnjim telefonskim klicom, ko je že bil hudo ranjen njegov kolega, ki sta ga rešila s tem Rorijem. In te so posredovali, to je potrdila preiskava španskih obveščevalnih služb, ki so posredovali podatke o geolokacijo njihovo, skriti v nekem gozdu, islamistom, da so jih pokončali. In jih niso prišli rešiti, skratka. Ne, nasprotno. Izdali so jih, da so jih pol tisti ubili, zato ker so oni odkrili njihovo povezavo s poachingom. Žalostna zgodba. Se temu reče. Ja. Boštjan, ampak sem te vprašala, zakaj, kako da nisi v Ukrajini, rekel si, da greš v ponedeljek. Torej vendarle strah premagan, strah, pomisleki, razlogi. Mislim, izogibam se frontni črti. Zdi se mi, da pač z znanjem ali pa izkušnjami, ki jih imam, in bližino tega prostora in delnim znanjem jezika in lahko prispevam nekaj k upovedovanju te zgodbe, ki so jo posilile lažne novice, FSB-ovski algoritmi, desetletja grajenja, neke vzporedne narative, ki nima nobene veze z realnostjo. In konec koncev se mi zdi, vse skupaj me zelo intenzivno spominja na dogajanje v nekdanji skupni državi. Ne vem, v Lvivu se počutim nekako tako domače, skoraj kot v Ljubljani. Ne pozabimo, da smo bili z delom zahodne Ukrajine, tako imeno Galicijo, dlje časa v skupni državi kot recimo z Beogradom. To je naš tako jedrno kulturno identitetni prostor. Tudi ko gledaš arhitekturo, neko konec koncev zgodovino klasične glasbe, razvoj nekaj, recimo iz časa pomladnih narodov od 1848 naprej do danes, v resnici nekaj tudi nation building imamo zelo usporeden proces. In me to nekako tako kot prostočasno zaljubljenega v zgodovino in geografijo izrazito zanima. In Ukrajina je eden teh primerov, in to tudi na to naveževa z Majo v uvodu knjige. Ukrajina je država, ki se reče v nekem anglosaškem jeziku, ki je ujetnica geografije. In tudi na Džinin Fatu, oziroma severni, da naredim nek most, pa nek rimski severni beli nosorogi so tudi ujetniki bili geografije. Ujetniki vojn, ujetniki, ki so bile posledice te geografije v delu centralne in delu vzhodne Afrike, kjer je bil njihov naravni habitat. In v bistvu poskušala to zgodbo strniti, v bistvu vsodo ljudi in vsodo živali v eno samo zgodbo. Samo še z enim vprašanjem se bom dotaknila Ukrajine. Misliš, da imamo, zdaj pa tako rekla, prave informacije, kajti to, da se dogaja tudi neka propagandna vojna, to gotovo drži. Dobro, Ukrajina je
suverena država, ki je bila napadena, to je dejstvo. Pa vendarle, kako ti razmišljaš, ali boš poskušal, kakšen načrt je v tvoji glavi, boš poskušal tudi dobiti informacije z druge strani, ne vem, pisati uravnoteženo, če je to sploh mogoče, se s tem sploh obremenjuješ? Ne. Uravnoteženost je antinovinarstvo. Koncept uravnoteženosti, po katerem so recimo zasloveli Odmevi, je v bistvu lahko soočeš lovca in medveda. Mislim, lahko soočeš zanikovalca podnebnih sprememb in najmočnejšega podnebnega znanstvenika na svetu. Ne? Lahko soočeš posiljevalca in posiljeno deklico. Ne? Lahko soočeš krvnika in žrtev. Tako novinarstvo me ne zanima in se mi gnusi. In že od začetka novinarske kariere sem odkrito subjektiven. Ne? Vedno pač se poskušam naravno, intuitivno se postavljam v vlogo in v vlogo tistega, ki ščiti šibkejšega, ki poskuša dati glas tistemu, ki ga ima manj. In v ukrajinsko-ruski vojni je v bistvu, kljub temu, da se zdi, da je narativa vendarle, Ukrajina to dela zelo dobro, to svojo nek nacionalen PR, da je narativa v bistvu v ukrajinskih rokah, se mi zdi, da to še zdaleč ne drži, ker je to navidezno. Javno mnenje se že vrsto let, zadnje 2 leti, pa recimo od začetka pandemije naprej, pa še toliko bolj, zato sem prej omenil asocialno revolucijo, se odvija pod preprogo, na forumih, na socialnih omrežjih in tako naprej, kjer pa Rusija deluje z naskokom najbolj strukturirano, najmočnejše in najbolj usporedno realnost ustvarjajoče na svetu. In tega pač tudi z ruske strani nikoli nikdar ne zanika. Po drugi strani je dostop do ruskih virov seveda omejen. Ljudje, s katerimi se je dalo komunicirati, se danes ne da več. Prevladuje strah. Predvsem pa je izpostavljenost ljudi, s katerimi si v kontaktu, tako velika, da v bistvu že tvoja komunikacija z njimi jih postavlja jih neposredno neživljenjsko, za zapahe pač ogroža. In je že neetično nasilno iskati vere, ki niso željni takošnje komunikacije z novinarjem. Dobro, tudi naslednje vprašanje se povezuje vsaj posredno z Ukrajino. Maja, poglej, seveda vstopili smo v to kurilno sezono, tudi na RTV-ju smo danes dobili obvestilo, da bodo prostori ogrevani do 19 stopinj, ne vem, kako bo tukaj v knjižnici Kranj. Seveda ta vojna in vse, kar se na tem področju dogaja, problem z energenti, ne samo višanje cen, ampak sploh kakšna bo preskrba z energenti, to je zdaj postalo zelo veliko pomembno vprašanje. Zdaj, tudi Slovenija ima neko energetsko strategijo, tudi ostale države, ampak zdi se, da se vse skupaj vrača v leta nazaj. Tudi Nemčija odkrito govori o vračanju na premog, tudi najbrž v Sloveniji marsikdo razmišlja ali pa že montira peč na trda goriva, kot temu rečemo, na premog, na drva. Kaj misliš, se torej vračamo glede te energetske sprejemljivosti nazaj, leta v leta, ko še nismo mogoče tako razmišljali o vplivu na okolje? Ja, mislim, pač jaz lahko to spremljam oziroma komentiram samo kot laik, ker pač nisem strokovnjak za energetiko, ampak se mi zdi, da ja, vse te krize, najprej je bila korona, potem je zdaj energetska in je tudi na nek način prehranska kriza, so, saj meni se zdi, nekako pokopale neko upanje za prehod v bolj trajnostno prihodnost. Mislim, z energetskega, okoljskega vidika, tudi neke večje socialne pravičnosti
večjega sočutja do soljudi in drugih sobitij. No. Tako da vse skupaj je kar velik udarec. Ne. Pač recimo v času, ko je Boštjan napisal knjigo Plan B, ne, se je še zdelo, da je ta agenda, ne, pač nekaj treba storiti, ne, pač podnebne spremembe so tukaj in zdaj, njihove posledice. Nekako se je zdelo, da še obstaja upanje, ne, da v bistvu so tudi ljudje to doumeli. Ne. Zdaj pa se mi zdi, da v bistvu se je vsak nekako v te svoje v svoj kokon, ne, zabubil, ne, in tako na ravni pač posameznikov, kot na ravni držav, vsak skrbi samo še zase. In to je zelo slabo v bistvu za neko solidarnost, no, in pač tudi za neke bolj dolgoročno razmišljanje. No. Ampak meni se zdi, da je vendarle skeptikov čedalje manj, ali pa jih mogoče sploh ni, da so podnebne spremembe dejstvo, ne moremo si več zatiskati oči. Konec koncev, če pogledamo, imeli smo požare tudi v Sloveniji, naprimer zelo velik požar, potem poplave. Skratka, podnebne spremembe so tu in zdaj. Jaz težko razumem in pravzaprav, če dobro premislim, niti ne zasledim več skeptikov, ki bi govorili, to sploh ni res. Podnebnih sprememb sploh ni v tolikšni meri. Vsaj zdi se mi tako. No, pred kratkim je gospod, ki je bil nekdaj dekan ali profesor na eni od ljubljanskih fakultet, napisal knjigo. Bilo je tudi nekaj intervjujev z njim, ne, ja, ampak to je bilo mogoče desetletja nazaj. Ne, to je bilo zdaj. To je zdaj, ja. Tako, tem ljudem se še vedno daje prostor, ti ljudje imajo še vedno svojo publiko in tako kot je rekel Boštjan, ne, tukaj pač ne moreš, ne, dajati enako prostora, ne, in eni in drugi strani. Mislim, da pač tukaj ni prostora za podnebne skeptike, ker vsi vemo, kaj se nam dogaja. Žal pa pač ne, dejansko se vse politične odločitve gredo popolnoma nasprotno smer. In to je slabo, mislim. No, čeprav spomnimo se zadnjih volitev, je bilo veliko besed izrečenih o prehodu na tako imenovano zeleno energijo. Ampak mislim, da je najbrž tudi to vlado realnost udarila po glavi. Ne vem, jaz si to tako razlagam. Mogoče gremo lahko korak nazaj. Ne? Dve stvari ste se zgodile v trenutku, ko se je zdelo, recimo, ko si ti preomenila pisanje Plana B, dve stvari, ki sta izrazito negativno vplivali na prihodnost spopada s posledicami podnebne krize. Prva je bila to, kar sem prej omenil, asocialna revolucija, ki se je dogajala v času covida, ki je že tako razslojeno, razpršeno in se je delno konfliktno družbo še bolj razslojila in je v bistvu ne samo razslojila z notranjim konfliktom, z delitvami, ne vem, na cepilce, na anticepilce, tudi znotraj družine in s tem binarnem črno-belem diskurzu, popolnoma nereflektiranem, v katerem so izrazito intenzivno sodelovali tudi mediji in še vedno sodelujejo. Ne? Pri tem ne, da nismo opravili svojega dela, opravili smo gromozansko ogabno delo. Ne? Se je družba iz svojih ostankov spremenila v atomizirane posameznike. Ne? Kako bi rekel, pokojna Margaret Thatcher je navdušena v tem trenutku tam nekje spodaj. Ne? Nekaj takega kot družba, če jo parafraziramo, v tem trenutku dejansko ne obstaja več. Ne? Potem se s podobnim algoritmom, ki se algoritmi in tudi strani, bi rekel, podobne organizacije tovrstnih algoritmov se nam je zgodila ukrajinska vojna, v kateri se je ta delitev nadaljevala, ne? In je prišlo še do dodatne razslojevanja. In jaz v tej zgodbi vidim enega samega zmagovalca, in to so fosilni lobiji. Ne? Fosilni lobiji so atomiziranje. Za spopad s podnebno krizo potrebuješ na prvem mestu samo eno stvar v resnici. Skupnost. Je enako solidarnost
je enako zmožnost sprejemanja odločitev, je enako etika, ne, je enako prihodnost. To je tudi algoritem, ki smo ga nekako z Matjažem Krimico, fotografom, soavtorjem te knjige, nekako speljali tudi iz knjige Plan B. Ne. In vse to se je zelo zamajalo, izrazito zamajalo. Potem pa je prišlo še do ukrajinske vojne, do strahotnega skoka cen energentov, posledično prehrane in tako naprej. S tem, da če pogledamo realnost na trgu fosilnih goriv, ta ne govori zgodbe, ki jo govorijo cene na, ne vem, recimo na črpalkah. In ne govori zgodbe, ki jo bodo govorili morebitni prazne cisterne plina. Podobno je pri prehrani. V bistvu se je zgodil totalen razkorak med realno ekonomijo na tleh in ceno končnega produkta. Regulative, ki so bile mogoče nekoč vzpostavljene, so se zamajale. To vidimo, tako slovenski primer je malce specifičen, ker smo majhni, malo bolj kompaktni, ampak bi rekel, smo tudi tisti, ki imamo mogoče največ, ali pa smo tistimi, ki imajo največ kvadrature velikih nakupovalnih centrov na prebivalca. To pomeni, da je to zelo slabo v času, ko je samopreskrbnost ena ključnih vodil za preživetje neodvisne družbe, države, skupnosti. In vsi ti elementi so upočasnili, če ne celo v celoti zaustavili morebitni spopad s podnebno krizo. Elite prvega sveta so zavezane danes in jutri, ne razmišlja se o naslednjih generacijah. V bistvu se iz tega diskurza se popolnoma vzelo vse mlajše generacije. Kar naenkrat so izgubile glas, ki so ga sčasoma intenzivno s svojim bojem, pa ne govorim samo o Greti in njenih delcih, pridobivali. To se je dogajalo na številnih različnih ravneh. Penetriral se je glas mlajše generacije tudi v neko širšo družbo. To se mi zdi izjemno pomembno, tam okoli leta 2018, 2019. Tega glasu zdaj ni več. Se res? Kje je pa Greta? Pred kratkim se je oglasila, seveda. Ampak ti glasovi so potihnjeni, te tako imenovane velike teme so prevladale. In vrnili smo se v diskurs 20. stoletja, neke hladne vojne in kaj drugega obarva nebo, sivo nebo kot fosilna goriva, premog in tako naprej. In gremo samo na lanskoletnih predlani. Na predlanskoletnih lokalnih volitvah v Nemčiji, v bivši zahodni Nemčiji, so novi nemški zeleni osvojili preko 40% glasov. In v bivši vzhodni Nemčiji, in to večinoma so volili mladi. Podoben odstotek v določenih predeljih vzhodne Nemčije je osvojila skrajno desna, recimo kar direktno neofašistična alternativa za Nemčijo, AfD. Glasovi za zelene so se izrazito stalili v zadnjem letu dni. Ta isti zeleni pa zdaj pristajajo tako na premog kot na militarizacijo. In to pomeni, da v prihodnosti jih ne bo več, ker obstaja samo še en sam diskurs. Obenem pa nemška desnica zelo uspešno in seveda upravičeno mogoče ruši lik Angele Merkel, ki je v bistvu svojo politiko preko vseh svojih mandatov omogočila vso to moč in plinsko silo, ki danes poganja Kremelj. Omenil si že knjigo Plan B, ki sta jo naredila skupaj z Matjažem Krivicem. Matjaž je kot fotograf sodeloval tudi pri tej knjigi, ki jo bomo predstavili. Ta knjiga Plan B je bila knjiga leta 2020. Seveda govori o posledicah podnebne krize, tako še je še rečeno, ampak govori predvsem o rešitvah. Skratka, vidva sta na terenu našla entuzijaste, ki so našli rešitve in v tem res vidim eno posebno dragocenost te knjige. No, zdaj pa o tej zadnji dve, Nadžin in Fatu. Kdo sta? Kdo sta Nadžin in Fatu? To sta zadnji dve severni beli nosoroginji, zadnji predstavnici svoje vrste.
samcev ni več, zadnji je umrl leta 2018 in dejansko gre za mamo pa hčerko, živita v rezervatu Olpegeta v Keniji. Tja sta bili pripeljani leta 2009 skupaj še z 2 drugima nosorogoma iz češkega živalskega vrta Dvor Kralove. V tem živalskem vrtu so ti nosorogi živeli pač kar lep čas in dejansko je bil ta živalski vrt eden redkih, v katerem so se ti nosorogi v ujetništvu razmnoževali. Mlajša Fatu se je rodila v tem živalskem vrtu leta 2000 in je zadnji mladič severnega belega nosoroga rojen pač bodi si v ujetništvu, bodi si v divjini. V divjini ta vrsta že dolgo prej izumrla. No, in iz tega živalskega vrta Dvor Kralove so te 4 nosoroge pripeljali v Kenijo zato, ker pač se tam v živalskem vrtu niso več razmnoževali in so razmišljali, da bi jim pač bolj naravno okolje spodbudilo to voljo do razmnoževanja. Pa vendar se to vseeno ni zgodilo, no. Potem naknadno so ugotovili, da so pač krive delno težave pri samicah zaradi raznih teh reproduktivnih težav, no, veliko cist in tumorjev pri starejši, pri mlajši pa v bistvu endometrioza, tako rekoč. In po naravni poti ti 2 samici ne morata imeti več mladičev. Zadnji samci pa, kot smo rekli, so pač že umrli, čeprav je shranjen njihov genski material oziroma te spolne celice v tekočem dušiku. Ja? In zdaj se znanstveniki trudijo in ta trud je res neverjeten, fascinanten, pravzaprav, ko bereš to knjigo, kako se trudijo, da bi vendarle nekako prišli do zarodka, ki bi seveda ugledal tudi luč sveta. Skratka, ampak kaj pa je s temi rogovi nosorogov? Mi seveda, mogoče je bolj znana zgodba, kako so sloni okli zelo dragoceni, da slone pobijajo ravno zaradi oklov. No. Moram reči, da ta zgodba mi je razkrila vso to žalost vezano na te rogove, na vso to vojno, ki pravzaprav divja. Ne na bojišču, ampak na nekem drugem bojišču v Afriki. Skratka, kaj je s to trgovino, kaj smo ljudje ponoreli, kako ne moremo doumeti pravzaprav, da se dela taka škoda tem živalskim vrstam. Da je toliko divjih lovcev, da pravzaprav to, kar seveda gotovo tudi kakšna beseda nanesla na to, kako pravzaprav tudi v rezervatih te živali niso varne, da so rangerji, ki jih čuvajo 24 ur na dan, vsak dan in prihaja celo do spopadov. O enem od teh spopadov je umrl tvoj prijatelj, to si že opisal. Skratka, kaj se dogaja? Dogaja se človeštvo. Mislim, v resnici nimam kaj dodati. Ne? Mi smo na 1., 2. in 3. od 4 mest genocidna uničujoča vrsta. Ne? Vrsta, ki je izumila Auschwitz, pa zgradila Notre Dame. Jebeš Notre Dame, če si naredil Auschwitz. To je človeštvo. Ne? Rišemo, pametni smo, izumili smo umetno inteligenco na pogon naravne neumnosti, blazen dosežek. Ne? To je en pogled, ne? Za katerim stojim in živim. Ne? Drug pogled je tehničen. Ne? Gram, oziroma dajmo reči kilogram prahu iz nosorogovega roga na tržišču stane $80,000. Če preračunamo v ceno kokaina in heroina, je to bistveno dražje. Večina prahu iz nosorogovih rogov se proda v Vietnamu na Kitajskem. Predtem so bili nosorogovi rogovi in zaradi tega so že predtem tudi nosorogi množično umirali, bili ubiti, bili
najbolj prodajani v Jemnu, kjer je 80% moških imelo svoje džabale, te značilna bodala, narejene iz rogov nosorogov, večinoma črnih nosorogov, ki jih je naredilo, ki so bili tudi že na robu izumrtja. In ravno v Olpegeti, kjer se rešuje in kjer bivata zadnji dve severni beli nosorogini, so v bistvu uspeli rešiti v resnici, ali pa resno sodelovali pri reševanju tudi črnih nosorogov, kjer jih zdaj živi največ na svetu. Če gremo korak nazaj k dejstvom, nosorogovi rogovi, prah iz nosorogovih rogov so sestavljeni iz keratina, tako kot naši lasje in nohti. Torej, če poenostavim, še korak nazaj, 2200 let nazaj k začetkom kitajske tradicionalne medicine. Že zelo v prvih tekstih kitajske tradicionalne medicini so nosorogovi rogovi praktično, prah iz njihovih rogov se ponuja kot rešitev za praktično vse zdravstvene nadloge tega sveta. A ne le to, tudi kot nek mega erektant, kot seksualni stimulus. In zelo pod tem naslovom je to penetriralo, če uporabljam ta diskurs še naprej, na vietnamsko tržišče v času ekonomskega buma. In po nekem neverjetnem naključju je to postal izrazito luksuzen, prestižen izdelek. In ni resne zabave v Vietnamu, kjer sodelujejo bogati ljudje, kjer se ne pije alkohola zmešanega s prahom iz nosorogovih rogov. Skratka, kot če bi svoje nohte malo bolj zgrizel, pa jih fliknil vodo in bi ratal hkrati seksualna žival, obenem pa popolnoma pozdravljen človek. Človeštvo je utemeljeno na fikciji, na lažni zgodbi. Vse civilizacije so se tudi usporedno, ne skupaj, razvijale ob zgodbi. In kot novinar pripovedujem zgodbe. In sem ves čas v dilemi, ali izmišljene zgodbe, fikcijo, moram razumeti drugače kot resnične zgodbe. In ob koncu dneva je merilo samo eno, kakšna je škoda resnične zgodbe in lažne zgodbe. Resnične zgodbe zgolj opisujejo posledice lažnih zgodb. To je to, kar delamo novinarji. Večina konfliktov poganjajo laži, mizinformacije, to ni čisto nič novega. Z informacijsko tehnologijo in z demografskim boomom, ne pozabimo, kmalu nas bo 8 milijard, v prelomu prejšnjega tisočletja nas je bila 1,5 milijarde. Severna bela nosorogini pa sta samo še 2. Se je zgodilo nekaj, kar je po mojem prestopilo ekološki ali pa eksistencialni rob zmožnosti preživetja drugih vrst. In s to radikalizacijo antropocena smo postali tako prevladujoča vrsta, da je v tem trenutku kritično ogroženih 16,000 znanih živalskih vrst. Te številke se včasih dvignejo tudi do 42,000, ampak dokazano 16,000. Živimo v času 6. velikega izumrtja. To je prva, za katerega je neposredno odgovorna ena dominantna izmed živalskih vrst. Se tudi v Sloveniji bi kaj hitro našli živalsko vrsto, ki praktično ni več. Naprimer, zadnjič sem se pogovarjala z gozdarjem, ki pravi, da divjega petelina v Sloveniji enostavno ni več, oziroma ga že leta noben od gozdarjev, niti nihče drug ni videl. Skratka, žalostno dejstvo. Ampak zakaj prav beli severni nosorogini? Kako ste sploh naletela na to zgodbo? Vidva sta seveda šla na teren, ne samo v Kenijo, tudi v ta preomenjeni živalski vrt. Skratka, naredila sta prav terensko raziskavo, to je vse drži, vse sta vidva sogovornike srečala, kraje obiskala. Skratka, to je zgodba, ki stoji v celoti. Ampak zakaj? Kako sta naletela pravzaprav na to zgodbo? Ja, v bistvu sem na to zgodbo naletela jaz, ker sem kar nekaj teh zgodb o ogroženih živalskih vrstah že popisala in tam pač
par let, preden je ta zadnji samec severnega belega nosoroga umrl, Sudan, sem naredila zgodbo o njem. Takrat sem spoznala, oziroma sem že odprej poznala enega češkega novinarskega kolega Jana Stejskala, ki je iz novinarstva prestopil v bistvu na naravovarstvene vrste. On je postal nekakšen, bi rekla, ja, v bistvu stik za medije v tem projektu BioRescue, v okviru katerega rešujejo severne bele nosoroge. Tudi pogovor z njim je objavljen. Tudi njegov portret sva naredila v knjigi, no? In nekako mi je malo opisal, ne, kaj se dogaja, kaj počnejo v tem projektu, na kakšen način poskušajo dobiti mladiča, ne? To je bila takrat kar znanstvena fantastika in me je zadeva pritegnila, no? Ampak potem je ostalo pri tistem enem članku in je minilo nekaj časa, vmes je ta samec umrl. No, potem pa pač sta v tem prvem koronskem letu sta Boštjan pa Matjaž se odpravila v Kenijo v en drug park, narodni rezervat Samburu. Tam sta nameravala delati zgodbo o pač enoti v bistvu specialcev, ki urijo tamkajšnje rangerje v parku za boj proti krivolovu. Jaz sem takrat že vedela, da še te zadnji dve samici živita v drugem rezervatu Olpedžeta in sem rekla, pač bom šla narediti zgodbo, no. In smo šli tudi v ta rezervat, smo pač tako na pol turistično dejansko, ne. Ambicija je bila tudi en članek, no, ampak potem, ko smo pa se znašali s tema dvema puncama, ne, težkima, je pa, mislim, tako sta nas presule in tudi ta njun skrbnik, ne, ki je res taka, ne vem, tak angel, varuh, no, da pač smo rekli, da mora biti to absolutno več kot pač samo en novinarski članek, no. In potem, ko smo se vrnili domov, smo se z Boštjanom začela nekako snovati to zgodbo, v bistvu se sploh pogovarjati, kaj vse bo zajela. Ta knjiga je Noetova barka upanja, je zapisala vajna, naša skupna novinarska kolegica Irena Štavdohar, ki pa bo moja gostja naslednji mesec. Kaj se dogaja ta hip, a je kaj uspelo? Pravzaprav, kakšne so tiste zadnje informacije? Ja, tako, uspelo še ni, ne? Mladiče še ni. Do zdaj so ti znanstveniki, gre v bistvu za ekipo znanstvenikov in naravovarstvenikov, ne, ki sodelujejo skupaj v tem projektu, ki je res unikaten, ker ne samo, da pač tako zgledno sodelujejo, ampak so velike uspehe dosegali, no, v bistvu znanstvene preboje tukaj dosegajo, ki bodo pomagali tudi mogoče varstvu kakšnih drugih vrst oziroma pač povrnitvi, ne. Do zdaj so ustvarili 22 zarodkov severnih belih nosorogov, mogoče čisto sem tako povem, ne, kako je sploh do tega prišlo, ne, in kakšen je njihov cilj. Se pravi, ti dve samici pač ne morata po naravni poti imeti več mladičev, lahko pa pač še odvzemajo jajčece, to jajčeca obema, zaenkrat pač, oziroma starejšo so že upokojili iz teh postopkov, mlajši pa na vsake 3 mesece pod anestezijo odvzemajo jajčeca, ki jih potem prepeljajo z direktnim letom v Italijo, kjer v laboratoriju Avantea v Cremoni deluje embriolog Cesare Gali. On je največji strokovnjak na področju umetne oploditve konj. In konji so v bistvu najbližji sorodnik med domačimi živalmi nosorogom in on je pač, ker je tak ekspert na področju ustvarjanja zarodkov konj, uspel v bistvu tudi ustvariti zarodke severnih belih nosorogov s pomočjo teh jajčec od mlajše fatu in z oploditvijo spermo samcev, ki je zamrznjena v pač tekočem dušiku. In do zdaj je nastalo 22 teh zarodkov, jih imajo shranjenih
za ustavitev v samice južnih belih nosorogov, to bodo pa nadomestne mame, ker pač na džin niti fatu ne morete več, kot smo rekli, imeti mladičev. In ta glavni vodja projekta, veterinar Thomas Hildebrand, si želi, da bi se ta ustavitev zgodila čim prej. So pa tudi znotraj projekta v bistvu imajo pač različna mnenja, kdaj bi se to moralo zgoditi. No, nekateri so taki bolj ziharaši, drugi bi pa pač to naredili čim prej, ker dejansko se mudi, ne. Ker je zelo pomembno, da se ta mladič, ko se bo rodil, da je živa vsaj še ena od nosorogin, da na njega prenese to kulturno dediščino severnih belih nosorogov, ki ni enaka južnim belim. Neverjetno, kaj počnejo znanstveniki, res fascinantno. Na nek način, vsaj jaz tako razumem, ta knjiga seveda je dokaz, kako grobo posega človek v naravo, v živalske vrste, ampak vendarle je tudi knjiga o upanju, tako kot je Plan B knjiga, ki kaže rešitve, upanje, tako tudi ta knjiga, zadnji dve. Kaj se bo zgodilo, pravzaprav, če malo prejudiciramo naprej? Omenil si že, Boštjan, 16.000 ogroženih živalskih vrst. Seveda tukaj me zanima, je vprašanje etike sploh relevantno vprašanje. Zanimivo je, sem prebrala, kako so celo iz kožnih celic nabire, ki je bila severna bela nosoroginja, umrla leta 2015, ustvarili matične celice, ki se lahko razvijajo v spolne celice, skratka, in temu lahko sledi recimo vsaj teoretično oploditev. Skratka, no, etično vprašanje je sploh relevantno vprašanje. Etično vprašanje je edino relevantno vprašanje, kjerkoli, kadarkoli. To nas loči pošast od sočloveka. Etično vprašanje je jedro vsega. In pri tej knjigi, oziroma pri tem projektu, je eden od stebrov tega projekta in tudi član del konzorcija BioRescue je v bistvu neke vrste, kako bi rekel, komisija za etično presojo tveganja, ki jo vodi italijanska moralna filozofinja Barbara D'Amori iz Univerze v Padovi. In ona je predava na veterinarski fakulteti med drugim in je v bistvu spostavila s svojimi sodelavci unikaten sistem preomenjene etične presoje tveganja, ki na primeru reševanja zadnjih dveh severnih belih nosorogov vključuje tako dobrobit živali kot dobrobit vključenih ljudi v projekt. Izjemno fascinanten podatek je med raziskovanjem za knjigo, na katerega sva naletela, je, da je med veterinarji stopnja samomorilnosti enormno visoka. V Združenih državah denimo 2,1 krat više od povprečja. In na prvo žogo se to zdi mogoče nenavadno. Na drugem pa malce manj, glede na to, da je eden vodilnih razlogov za samomor tako imenovana moralna disonanca. Ko veš, da počneš nekaj groznega v imenu morda nečesa, kar bo nekoč bolje. In v tem projektu je kar nekaj tega. Recimo, meni, kot bi rekel, vseživljenjskemu vegetarijancu in nekomu, ki ne loči med levom, pajkom in ženo, no, in človekom, je v bistvu izrazito težko bilo poslušati, spremljati, razlage, kako pripeljamo iz klavnice drobovje in maternice in tako naprej. In vzamemo jajčeca. Potem gledaš tam klonirane prašiče pri dr. Cezarju Galiju v njegovih stajah, ki si sami sebi dajo čelne, ker so popolnoma moteni, gensko. Vidiš,
Konec koncev, on je tudi med drugim kloniral prvega konja Prometeo, ki še vedno živa in njena mati je hkrati njena sestra. That's beautiful. Ne? Tako da nek sindrom brazilskih dečkov se vse čas pojavlja. Ne? In seveda nismo sposobni neantropocenega razmišljanja, ker smo seveda ljudje in vedno znova potem to z neki semi-empatično se vživljaš v to zgodbo. Ne? In težko je ločiti tisto, kar se dogaja živalim, seveda od tega, kar se dogaja ljudem. Ne? In tudi zato je recimo, ne vem, velikrat naj sprašujejo, pri tej zgodbi ljudje, zakaj ne kloniranje, ne? Ker je tudi pač prejšnji teden so se srečali z edinim človekom v Sloveniji, ki izvaja embriotransferje pri govedu, in on je nekako izrazit zagovornik kloniranja, tako se nam je pokazal. Ne? Ampak je v Evropi, predvsem v Evropi, je izrazit odpor do kloniranja, ravno zaradi tega v bistvu neke vrste etičnega strahu, kaj to pomeni za človeka. V bistvu bomo klonirali cele armade. Pri živalih je ta zgodba vendarle drugačna. Recimo, ko je Cesare Gali kloniral to kobilo, so ga v Italiji priprli in zaprli za 48 ur. Ker seveda je za tem stal močan katoliški lobij, ampak vendarle je, bi rekel, kot doktor, znanstvenik, embriolog neko kazen plačal za svoje znanstvene raziskave. In to malce vleče mogoče tudi kakšnim časom kopernikanskih obratov in tako naprej. Po drugi strani se ta etična presoja tveganja v bistvu odvija na vseh ravneh. Novembra 2021 so tukaj Maja rekla, Nadžin, starejši izmed dveh, ki je že v zelo zrelih letih za nosorogi, pri svojih slabih 33, nosorogi živijo med 40 in 45 let v najboljših pogojih, severni beli, so se upokojili iz procesa odvzemanja oocitov, nezrelih jajčic, in ko smo bili prvič aprila 2021 v Olpegeti, je bila ona tako zelo švoh, čemerna, počasna, prav vlekla se je. Bila je vsako jutro bila res težka, zmačkana, zjebana je izgledala, tako dosma vsega. Ko smo prišli letos februarja, je bila kanova. Vmes je tako razigrana, družabna in tako naprej. Res vesela. Tako druga pomlad najstarejše severne bele nosoroginje. Zakaj le? Tudi seveda zaradi tega, ker se je presodil etično, da ni več dobro za njo, da se odvzemajo oocite, ker je to pod anestezijo, dvotonsko žival ni najlažje anestezirati, da to na nje deluje več dobro glede fizičnega počutja. Obenem se je pa zgodilo še nekaj. V sosednjo stajo so ob preiskovanju ovulacijskega cikla, s katerim pač poskušajo razumeti tudi kdaj in kako oploditi nadomestne matere južnih belih nosorogov, naselili skupaj s temi nadomestnimi materami tudi gigantskega, fantastičnega, nenormalno z rogom obdarjenega samca ovuana. Šarmerja, očitno. Neverjetna žival. Videla so kar veliko nosorogov v teh letih, ampak ta je pa kralj živali. In tako se obnaša in tako se tudi počuti v lastni koži. In zgodila se in njegova prisotnost, on je v angleščini se temu reče teaser bull, v slovenščino bi tako, ne vem, Maja je to prevedla slači fant, on je tam po domače, da pač nosoroginje zrajca, da se vidi kdaj in kako se bo to parijela. Oziroma pač ko se one gonijo, je on najbolj razpoložen. In nekako pač to je metoda ugotavljanja, kdaj pride do embriotransferja, kdaj je dalen trenutek, ker to ni potrošna roba. Ampak zgodil se je pa velik obrat. Pred nekaj tedni so, ravno ko so bila midva v Berlinu, malo prej, pri tem na IZV inštitutu, so ugotovili, da je ena od nadomestnih mater zanosila. In tako pač bil je izgovorjen stavek, it's not ours, ni naš. Kva vraga se je zgodila? Noben ne more imeti več otrok, kar naenkrat iznenada, brez materno spočetje sredi Kenije. Ne severnih belih, seveda južne bele nadomestne matere, ker so ločeni staji. In se je izkazalo, da je bila kastracija ovuana tega velikega posameznika neuspešna. Da je poba bil še zmeraj sposoben fino in uspešno tako nabrisati
kot pustiti pečata. Ne? In zdaj so se pač fante in dekleta tam znašli v hudi zagati. Ratalo je, ampak nekaj čist drugega, kar so pričakvala. Seveda še en ode. Revež. Zdaj pa je odšel jajet zavedno. Ja, ogromni projekti, neverjetni, znanstveni projekti so to. Pravzaprav, kdo to vse financira? Kenijska vlada, ki je tako visoko etična, da se zaveda pomembnosti takih projektov? Ja, v bistvu, ko se pogovarjaš s temi ključnimi akterji, ki ti povejo, kako je sploh do projekta prišlo, ugotoviš, da mora zelo veliko stvari se poklopiti, zelo veliko politike je vmes, diplomacije, da tak projekt, kot je ta, v bistvu sploh steče. Tukaj, mislim, da so severni beli nosorogi tako ogroženi in da bodo izumrli brez človeške pomoči, je bilo znano že tam v 70-ih letih, na začetku 70-ih let. To piševa tudi v knjigi, pogovarjala sva se s to Cass Hillman Smith, to je angleško-kenijska biologinja, ki je v Narodnem parku Garamba v Kongu dejansko spremljala izumiranje zadnjih severnih belih nosorogov, ki živijo v naravi. Ona je pač že takrat vedela, da tej vrsti ne bo pomoči brez človeške pomoči, čeprav smo jo ljudje spravili do tukaj. Ampak je pa trajalo 40 let, preden se je sploh kaj premaknil. Ampak vse to stane. Ja. Potrebno je kar zelo veliko denarja, bi rekla. Kako? Kdo to financira? No, pravim, da predvsem pač denar tukaj se je našel, pa konec koncev pridobiti mladiča severnega belega nosoroga ne stane toliko, kot bi si človek predstavljal. To niso taki denari, da bi rekli, tega si ne moramo privoščiti. Mi dva sva tukaj naredila primerjavo, to nam je pač povedal ta nekdanji direktor rezervata Olpegete, pač glede varovanja severnih belih nosorogov, ki je zelo drago, ampak dejansko vse skupaj nanese toliko, kot bi dobil, ne vem, en superstar fuzbala. Tako da, mislim, to je zelo relativno, mislim, a je potem to drago, a se potem zaradi tega ne splača rečiti ene vrste. Tako da, to je stvar debate, mi dva sva zelo jasen odgovor podala, Ja, ali se to splača. Če bomo primerjali to z nogometom, nikamor najbrž ne bomo prišli. Lahko konkretne številke povedati, da nismo abstraktni. Ja. Celoten projekt ne bi stal 10 milijonov evrov. Celoten projekt. To je plača, če bi rekel, se stroka v nogometu, to je plača povprečnega levega bočnega igralca v Premier ligi, ki zelo redko zaigra v prvi postavi. Ampak on ta denar dobi, ključno je, kdo ta denar da. No, več je tistih, ki dajo denar. Olpegeta je zasebna firma, ki ta projekt gosti in delno financira. Olpegeta je pred korono in zdaj zopet živela iz dveh, v bistvu se je poganjala iz dveh verov. Eden je turizem, drugi je notranja živinoreja znotraj rezervata, kar je nek unikaten projekt. Olpegeta je eden izmed plačnikov. Drugi, največji je nemško ministrstvo za znanost, ki financira pa zgolj nemške deležnike v tem projektu. To je inštitut IZV iz Berlina, ta inštitut, kjer sta Dike in Vera, Max der Bruck inštitut, in to so ključni elementi tega projekta. Zraven dr. Cesare Gali iz podjetja Vanteja, prej omenjeni iz Cremone, v ta projekt daje svoj denar. Dr. Hildebrand iz IZV inštituta je v to vložil eno svojo, bi rekel, nagrado, v bistvu štipendijo, svoj lasten denar, približno $1 milijon je prišel donacijo od nekega posameznika iz Združenih držav in tako naprej. V bistvu budžet je tukaj, je pa ves čas nekje na robu. In tisto, bolj kot
denar, sam po sebi, kar ogroža ta projekt, so zdaj ironično, glede na to, da je Olpegeta kot rezervat, luksuzno begunsko taborišče ga poimenujejo, tudi so v zadnjih 2 letih, še posebej pa letos, izrazito brutalno prizadele posledice podnebnih sprememb. To je zelo košata, zelena savana s svojimi vodnimi viri, ki pa se je v zadnjega pol leta tudi popolnoma posušila in v bistvu tudi naše punce imajo težave z osnovno prehrano. Okoli in okoli, še posebej pa severneje in na severovzhodu Kenije in na celotnem afriškem rogu potem naprej pa vlada že od konca lanskega leta popoln pekel. Odpadle so 4 zaporedne deževne sezone. Letos po zimi se je prvič zgodilo, da je ta najlepša, najbolj masovna, najbolj vizualno privlačna migracija živali v sosednjem rezervatu Masai Mara, migracija gnujev, wildebeest, v bistvu praktično odpadla. Ponavadi je 100 000 in 100 000 živali, ki preko rek in savane grejo proti jugu, tokrat jih je bilo v resnici par 100. Kje so te živali? Umrle so. In množično izumirajo živali v tem predelu, v predelu Afrike, v neverjetno hitrem pospešku, obenem pa je samo v severni Keniji v tem trenutku prehransko življenjsko ogroženih 3 milijone ljudi. Boštjan, Maja, oba se ukvarjata z okoljevarstvenimi temami. Zdaj pa tisto vprašanje, ali mediji, nalaž bom spustila predevnik slovenski, ali mediji, uredniki posvečajo dovolj pozornosti tem temam? Absolutno fucking ne. To je za večino urednikov čista eksotika ali pa tako rekoč nekaj dnevno zabavnega, praktično popotništvo. To ne prodaja, ne? Pa to velja samo za Slovenijo ali tudi ni nasploh za ostali svet? Ta tema zahteva kritično maso, in zahteva tudi, glede na to, da predvsem zahteva tudi fizično prisotnost novinarjev na terenu, zahteva tudi neko ekonomsko podstat, da smo malce bolj kako bi rekel, prijazni do slovenskih medijev, kjer te podstati preprosto ni več. V osnovi bi to moglo biti na prvem mestu naloga javnih medijev, ker je to stvar izrazito javnega, celokupno javnega interesa. Javni mediji, na čelu z RTV-jem, so to reševali z uravnoteževanjem, kar se mi zdi vrhunski greh, zločin proti človečnosti. In živalim, seveda. In pri tem, kot marsikje druge, niso opravili svojega dela. Zasebnih pa to v resnici ne zanima preveč, ker nima, kako bi rekel, clickbaitinga v sebi, nima ekonomskega driva. Zelo izrazito močno se pokriva podnebne spremembe tam, kjer je prisoten tudi nek tak občutek sramu in krivde belega človeka, recimo v anglosaškem svetu, še posebej v Združenem kraljestvu. In je to na nek način taka silovita hipokrizija. Enormna količina greenwashinga je prisotna tudi v medijih. Zato, ker v bistvu tehnološke prakse, tech-fiksi dobivajo bistveno več prostora kot tisto, kar je ključno, da tech-fiksi, tehnološke rešitve lahko se ne sprevržejo v orožje, ampak postane orodje reševanja. Manjka ključna stvar in to je sprememba družbeno-ekonomske paradigme. O tej pa se seveda ne razpravlja, ker je leta tista, ki poganja vse skupaj. Zdaj, ko si omenil RTV, seveda moram omeniti, da smo stavkali in da si nas stavkajoče, prav ti, Boštjan, nagovoril z stavkom, o katerem sem kar veliko razmišljala, da ko novinar postane zgodba, tema, ko se to zgodi, je to nekaj narobega. Je to nekaj, česar ne bi smelo biti. Zakaj novinar ne sme postati zgodba? Zato, ker piše zgodbe? Zakaj? Sem rekel, napisal sem, da ko novinar postane zgodba, se novinarstvo konča. Da smo mogoče malo bolj natančni. David Berjajen, moj prijatelj, je postal zgodba, ko so ga ubili. Na nek način legitimno postal zgodba. Ko ni več
on bil tisti, ki je predvajal zgodbe, govoril zgodbe, snemal zgodbe. Novinarji nismo tukaj zato, da govorimo o lastnih težavah, ampak zato, da govorimo o težavah tistih, ki imajo bistveno večje težave kot mi. Biti novinar tudi v takšnih razmerah, ki trenutno vladajo v tej državi, ko je prejšnja oblast s svojimi nasledniki okupirala javni medij in z putinističnimi metodami, z nastavki stalinizma obračunala z novinarstvom, kar je že prej delala z STA-jem, smo še vedno in so še vedno v bistveno boljšem položaju kot glavnina družbe. In samo viktimizacija se mi zdi nekaj najbolj ogabnega v našem poklicu. Kajti, ljudje od nas ne pričakujejo, upravičeno ne pričakujejo, govorim o ljudeh, ki imajo resne težave v življenju, da bomo mi njim govorili o svojih težavah. Mi smo tukaj zato, da ljudi informiramo. Mi kot novinarji smo tisti, ki moramo zadovoljiti interes javnosti. Obenem ga moramo pa s svojim znanjem, izkušnjami, etičnimi standardi na nek način tudi ustvarjati in regulirati. To pomeni, da skrbimo tudi za edukativno, izobraževalno vlogo. Zato pa je potrebno nujno agresivno samoizobraževanje, brez sekunde pauze na eni strani, na drugi strani pa radikalna samorefleksija, v kateri nikoli nikdar ti nič ne sme biti samoumevno. Novinarstvo nikakor ni služba. Ko novinarstvo postane služba je stvari konec. Vsi, ki smo v novinarstvu, dobro vemo, da praktično to živiš od jutra do večera in svet opazuješ z drugačnimi očmi. In ves čas se moraš siliti do zadnjega, tudi če si že brez ene noge in brez ene glave in si na frontni črti ene glave. Ni bilo za nalašč, zdrs silovit, ampak še ko si razpadaš in gnijoš v strelskem jarku, ne smeš govoriti o sebi. Evo, javno že v takih debatah, ampak v svojih tekstih, v svojih poročilih pa ne. In ker pa živimo v času, kako bi rekel, vladavine selfija, in prvoosebne, predvsem vizualne naracije, in ko odraščajo generacije, nič proti njim, algoritmi so storili svoje, kjer je vizualno in jaz povsod na prvih 7 od 6 mest, tudi za tega del postajamo tako jebeno nekonkurenčni, kot se reče v jeziku današnjega časa. In to preprosto moramo sprejeti. Kajti, če tega ne sprejmemo, gremo v kompromis. Kompromisa med analognim pa digitalnim svetom pa preprosto ni. Eno vprašanje, ki ga vedno znova ponavljam. Živimo v svetu, ko nas novice bombardirajo, skratka iz vseh strani. In pravzaprav lažnih novic je ogromno. Pravzaprav ne vemo več, komu, čemu verjeti. Pravzaprav novice prodirajo v naš svet tako brutalno, da se to je bilo še pred desetletjem, mogoče 2, nepredstavljivo. Kako se vidva znajdeta? Ne vem, zjutraj vstaneš, Boštjan, pogledaš Facebook, Twitter in rečeš, to se je zgodilo. Aha. V postelji sem na podaljšanem sestanku zveri. Tako, kako se temu midva rečeva, ko pač brkljava že ob tem, ko se zjutraj zbudiva po telefonih, jasno. Je to problem? Problem pravzaprav tega pleonazma nekih novic, informacij, ki krožijo okoli nas. Kaj bi predlagal publiki, ki zdaj tole posluša, kako naj se znajde v tej kloaki različnih informacij, novic, komentarjev, mnenj, sogovornikov, takih drugačnih izjav? To je zelo težko, zato ker vse prisoten šum hočeš penetrira podzavest. In to kreira biokemijske odzive, nad katerimi nimamo nadzora. Ne pozabiti, da se v bistvu dogaja se neke vrste evolucijski preskok, ki mu z, bi rekel, danimi kognitivnimi sposobnostmi ne moramo slediti.
v zadnjih letih se je, predvsem zaradi socialnih omrežij in drugih informacijskih tehnologij, dokazano, Zimbardo to zelo dobro opisuje že pred leti v knjigi Man Disconnected, se je zgodilo patološko skrajšanje zmožnosti naše pozornosti. Praktično ugrabljen nam je bil fokus. In ves čas smo v nekem gostem gozdu, čeprav si drevesa ne zaslužijo tako odurne metafore, v katerem ne vidimo jedra. Nimamo v tej gostoti, stalnem bombardiranju, tudi imam se z, kako bi rekel, medijsko izrazito izobraženega in tudi junkie človeka, in se že sem pa tja, že samemu sebi zdi, da nimam dovolj orodij za spopad vsem drekom, ki leti skozi ta ventilator permanentno in vse strani. Zdaj, nasveta resnega nimam, zato ker smo prestari tukaj. Zdi se mi, da pač gre za radikalno medijsko izobraževanje od prvega dneva naprej. Obstajajo metode, kako se preverja, kako se, Pop TV to dela z dejstvi, Oštro to dela s preverjanjem, delajo tudi drugi mediji te stvari, kako se stvari fact-checka, kako se preverja dejstva, ampak to je izrazito zamudno. Ljudje smo po naravi evolucijsko izrazito lene živali. Ni časa za to. Mi smo lenuhi, tako, predvsem intelektualno smo leni, in razpršena pozornost in predvsem pa tisto, čemu se reče instantna takošnja gratifikacija, zadovoljstvo, nek tak hiter cukor v možgane, kar nam ga ponujajo atraktivni, privlačni, strašljivi, tragični, nemit naslovi, te odvrača od kakršnekoli globinskosti in refleksije. In za ustvarjanje, bi rekel, semi retardirane mase je to, biomase v resnici je to vrhunski pristop. In delujejo nenormalno hitro. Nenormalno hitro. Najlažje je nadzorovati nevednost. Jaz imam pravzaprav samo še eno vprašanje, potem bom prepustila možnost tudi publiki. Sta par, oba novinarja z okoljevarstvenimi temami se ukvarjata. Zdaj, meni se vedno znova postavlja vprašanje, ali so v tem boju proti podnebnim spremembam potrebni sistemski ukrepi ali lahko vsak izmed nas nekaj stori za boljši svet. Ali je potrebna kombinacija obojega. In kako delujeta vidva? Ti si že povedal, da si vegetarijanec, naprimer, ampak kako v vsakdanjem življenju ukrepati, da si lahko zvečer rečeš, ja, nekaj sem naredil za to, da vsaj svet ne bo še bolj umazan, kot je. Mislim, midva niso po moje popolnoma nobena izjema, niti nočeva dajati nasvetov, kako, živeti trajnostno, ker nisva zgled tega, ravnava se tako pragmatično po lastni vesti, etiki, zavesti in nekako se mi zdi, da v vseh teh letih, ko živiva skupaj, teživa oziroma gravitirava k simplificiranju, se pravi temu, da imaš pač ne da si kopičiš stvari, se pravi poenostavljanje vsega in mislim, to pač je dnevno delo, je težko, ampak se mi zdi, da manj stvari, ki imaš, manj pač stvari, ki kopičeš, manj je nekih takih skušnjav za ki premotijo predvsem pa pač delaš, midva pač brez narave, brez gibanja najbrž, ne bi zmogla tudi tako intenzivno delati stvari, kot jih delava, tako da veliko tega pucanja možgan v naravi, se mi zdi, da zaleže in tudi tam marsikaj človek razčisti kakšne dileme, ki se pojavljajo, tako da ne bi pa zdaj dajala kakršnekoli nasvetov, kako živeti.
Boštjan, še kakšna misel? Skratka, ali moraš čakati na vlado, ki bo s sistemskimi ukrepi nekaj pripomogla k boljšemu svetu, k boljšemu okolju v Sloveniji, ali se usmeriti k samemu sebi in razmišljati, seveda, kaj pa jaz lahko naredim za to? To je izrazito simpel. Michael Mann v svoji sjajni knjigi The Climate Wars razdela, ne bom predolg, se pravičujem, razdela, kako so veliki lobiji, tobačni, fosilni, proizvodnja sladkih pijač in tako v Združenih državah od 70-ih let naprej peljali genialne oglaševalske kampanje, kjer so v bistvu, kot je prej rečeno, atomizirali uporabnika in ves čas mu povedali, da je to njegova izbira. Da kadi, da pije alkohol, pretirano seveda, da svinja in tako naprej. Da v bistvu vse v tvojih rokah. Lej, če češ, ja, če češ, ne, tako je. In regulacija jih je pripeljala do tega, da so v bistvu mogli samo opozoriti na morebitne stranpoti tega delovanja in zaradi tega, to tudi knjiga Zlati holokaust zelo jasno pojasni, v bistvu so vsi ti lobiji jasno preživeli. Odgovornost smo pa nase povzeli posamezniki. Medtem, ko bi rekel tam zgoraj, ali pa že precej malo više od sredine, pa vse skupaj ostaja kot business as usual. In Michael Mann zelo jasno pove, prelaganje odgovornosti na posameznika je v bistvu prvovrstna svinjarija. Ja, lahko živiš v skladu s svojo vestjo, malce ali pa kolikor je mogoče ozaveščeno. Jedro mojega delovanja je nekako samoomejevanje, kolikor je mogoče na vseh ravneh, razen pri športu, in ker gre za vse drugega, ampak to je pa vse, kar lahko narediš. In pritiski na uporabnika, potrošnika, posameznika, kar je bolj ali manj isto, tudi razmišljajočega človeka, ustvarja občutek nemoči. Preprosto ne zmoremo. In obstaja nekaj takega kot klimatska travma, ki v bistvu pri mlajši generaciji predvsem ustvarja v bistvu pasivno vlogo, da te silite v pasivnost, ker preprosto problem tako velik, da nimaš polipov, s katerimi bi ga lahko oprijel. In kaj lepše darilo za nadaljevanje fosilne prevlade in uničevanja ozračja in živalskih vrst in vseh nas preprosto ne obstaja. In kot rečeno, najprej s COVID-om in atomizacijo družbe in zdaj z vojno v Ukrajini in z energetskim povratkom v 20. stoletje oziroma direktno nazaj v industrijsko revolucijo na 10-krat več prebivalstva, je zgodba zelo blizu neravno srečnega konca. Hvala lepa za odgovore na moje vprašanja. Srečno pot oziroma še srečnejši povratek iz Ukrajine, Boštjan. Očitno boš letos spustil maraton. Ali ga spuščaš? Dobro. Hvala. Zdaj pa, če želi kdo kaj vprašati, izvolite.